Ljudje se lahko naučimo izjemno veliko stvari, na primer voziti avtomobil, plesati, delati z računalnikom, matematičnih zakonitosti, tujih jezikov. Seznam vsega tega bi lahko pisali neskončno. Učenje pa bi bilo brez pomena, če si naučenega ne bi mogli zapomniti. Da boste čim dlje v dobri možganski kondiciji, je pomembno, da se veliko gibljete, na primer hodite po stopnicah. Prav tako je važno, kaj jeste. Osnova je mediteranska dieta, ki vsebuje precej rib in temelji na oljčnem olju, sveži zelenjavi, sadju, oreščkih. Pomembne so tudi umske vaje, se pravi bodisi logične vaje, vaje z besedami, premetavanje črk, mogoče tudi kakšno iskanje ciljno določenih črk ali pa besed v tekstu. Vaje so tudi vezane na pozornost, kajti pozornost je običajno največja težava pri izgubi spomina oziroma pri kvaliteti pomnjenja. Če nismo dovolj pozorni, se pravi, če naša čutila, vid recimo, ali pa vtip, ali pa vonj, niso usmerjena na tisto, kar si želimo zapomniti, potem tudi bistveno težje prikličemo te informacije. Zato so potrebne vaje, ki so vezane na občutljivost, se pravi, da nekako bolj intenzivno uporabljamo bodisi dotik ali pa da smo bolj pozorni na vonj in tako naprej. Velikokrat se pomeša težava s spominom s pozornostjo. Torej, kadar vseh stvari ne najdemo, ki jih iščemo, je običajno težava s pozornostjo. Če pa medtem, ko nekaj iščemo, pozabimo, kaj iščemo, potem gre že za resnejšo težavo v procesu pomnjenja. Ker je pa stres številka 1 med povzročitelji Alzheimerjeve bolezni, je seveda posledično tudi med mladimi več težav s spominom, ker je zaradi stresa slabša pozornost, več napak pri delu in tako naprej. Posledično zaradi stresa prihaja tudi do težav s krvno-žilnimi boleznimi, recimo zvišan krvni tlak in tako naprej, tudi razne depresije. In seveda običajno ti ljudje jemljejo določena zdravila, da jih pomirijo, ampak ta pomirjevala hkrati povzročajo tudi upad spominskih sposobnosti. Takrat, kadar nimamo depresije in ko prenehamo recimo jemati določena pomirjevala, takrat se tudi spominske sposobnosti nekoliko povečajo. Tako da ta današnji način življenja sigurno vpliva na spomin. Res pa je tudi, da je človek danes v bistveno večji množici informacij kot nekoč, veliko več informacij je dostopnih, tako da moramo tudi zavestno nek filter vzpostaviti, katere informacije pravzaprav bomo zadržali, na katere bomo usmerili pozornost in katere ne. Tako da je na koncu koncev spomin res ena velika in zahtevna aktivnost, ki zahteva tudi poseben čas. Naša čustva vplivajo tudi na naš spomin. Tudi kadar smo razburjeni, jezni ali pretirano žalostni, prihaja do izgube spomina oziroma do slabšanja spominskih sposobnosti. Zato je zelo pomembno ohranjati socialno življenje, da se družimo z ljudmi in skrbimo za svoje dobro počutje. Včasih so rekli rožmarin za spomin. Svetujem, da si rožmarin date v en lonček, ga imate na mizi in kadar greste mimo, enostavno z roko malo pogladite rožmarin, tako da začutite vonj. To pozitivno deluje na spomin. Sicer pa so določene vaje, ki so primerne za ne samo trening pozornosti, ki je obvezen, ampak tudi recimo določene besedne vaje, premetanke, recimo Scrabble, ne vem, kak je slovenski izraz, ampak ko premečemo črke, iščemo nove besede. Igra spomin je vsekakor priporočljiva, ko si skušamo neke določene slike zapomniti, pa tudi puzzli, se pravi te sestavljanke, vsaj 1000 kosov naj bo, tiste, ki so po 300-400 kosov, je premalo zahtevna. Vaje naj bodo res zelo zahtevne, ker samo takšne imajo učinek.
tiste vaje, ki jih z lahkoto rešujemo, pravzaprav nekega učinka na samo delovanje možganov pravzaprav nimajo v tem smislu, kot bi ga imeli, če delamo zahtevne vaje. In posebej zdaj, ko smo več časa doma, si lahko vsak dan zadaste eno nalogo za urjenje spomina. Začnite z uganko, sestavite sestavljanko, predvsem pa poskrbite tudi za razgibavanje, branje in kakovostno hrano.